Ali sta vera in znanost res nezdružljivi, tako kot pravijo nekateri? V preteklosti, pa tudi danes, je še vedno prepričanje, da obstaja konflikt med vero in pa znanostjo, da naj bi bila vera tista, ki zavira razvoj. Vendar lahko rečemo, da je vzrok za tako razmišljanje predvsem preteklost, 18. in 19. stoletje, ko je bil kulturni boj med cerkvijo in pa preostalim delom družbe za prevlado in so potem nasprotniki cerkve pisali knjige, v katerih so prikazovali kot veličasten boj med cerkvijo in pa med znanostjo in da na koncu kot zmagovalka izide znanost. Ampak v zadnjih letih pa so zgodovinarji znanosti raziskali te slavne primere konflikta, kot je na primer Charles Darwin in pa Galileo Galilei, in so ugotovili, da je stvar veliko bolj kompleksna. Da v končni fazi ne moremo govoriti o boju, ne moremo govoriti o tem, da ni bilo nobenih konfliktov, ampak da je ta odnos med vero in pa znanostjo kompleksen. Da po eni strani vera navdihuje znanstvenike, po drugi strani pa včasih lahko tudi predstavlja kakšno oviro, ampak to je pa del normalnega življenja, kajti znanost je zanjo značilno kritični racionalizem, to pomeni, da vse svoje izsledke daje v kritiko javnosti in cerkev je del javnega prostora, torej je logično, da je včasih tudi kritična. Ali je vera lahko razumljiva? Zagotovo lahko rečemo, da je vera razumna, in sicer najmanj dva razloga imamo. Kot prvo imamo številne materialne dokaze. Krščanstvo je zgodovinska vera, imamo veliko arheoloških podatkov, dokazov o tem, da so evangeliji res pristni. Če pogledamo recimo mučenci so za to resnico so celo bili pripravljeni življenje dati, in zakaj jim ne bi verjeli? Kako bi nekdo dal življenje za neko izmišljotino? Poleg tega imamo pa tudi številne čudeže kot materialne dokaze, recimo v Lurdu, kjer je ogromno ozdravitev, ki so potrjena s strani zdravnikov, so materialni dokazi in ne vem, zakaj ne bi tem zdravnikom, tem spričevalom verjeli. Če imamo po eni strani materialne dokaze, pa imamo tudi številne teoretične razloge. Znanstvene teorije jih imamo zato, da z njimi osmišljamo presenetljiva dejstva v svetu, ki so nerazložljiva. In tudi recimo Einsteinova teorija gravitacije nam razloži, zakaj se planeti gibljejo okrog Sonca. In enako tudi svetovni nazor razlaga celoto našega izkustva. In lahko rečemo, da je na podlagi številnih pričevanj krščanski svetovni nazor najbolje osmišlja celoto, kajti v njegovi luči nam vse, kar opazujemo v svetu, vse, kar doživljamo, nam je smiselno, nam je logično, je nekako v harmoniji s tem, kar mi verujemo, in to je pa v znanosti tisti znak, da smo na poti proti resnici. Torej, lahko rečemo, da verovati je zelo razumno.